Učbenike si lahko izposodite v šoli, delovne zvezke pa morajo starši kupiti. Delovni zvezek je šolski pripomoček, v katerega rešuješ naloge. Pri vseh predmetih nimamo delovnih zvezkov. Delovne zvezke uporabljam pri angleščini ter pri matematiki. Tako je v 6. razredu 2. osnovne šole Slovenj Gradec. Koliko delovnih zvezkov boste imeli, je odvisno od tega, kako se odločijo na šoli, v soglasju s starši. Delovne zvezke rad uporabljam velikokrat, ko se učim in ponavljam. Če v kakšni snovi nimam vsega rešeno, za vajo kdaj rešim. Niso mi pa kdaj tudi všeč, ker je potem torba veliko težja zaradi delovnih zvezkov. In učitelji se morajo prilagajati snovi, ki je v delovnem zvezku. Meni je pa bolj všeč delovni zvezek, ker rada rešujem naloge, pa manj pišemo. Če bi v zvezek pisali, bi rabili še celo navodilo, pa pol še enkrat prepisati. Dobesedno sam prebereš, pa rešiš. Učbenike pregledajo na Zavodu za šolstvo in jih potrdi strokovni svet. Delovnih zvezkov pa zadnji 2 desetletji ne. Ne, nisem našel kakšne napake, pa s tem se niti ne ukvarjam. Bolj se ukvarjam s tem, kar rabim narediti. Opažamo, ja, da se v delovnih zvezkih pojavljajo določene napake, na katere pač naši strokovni delavci opozorijo, tiste naloge prečrtajo, jih ne razlagajo. Če pa gre za več napak v delovnih zvezkih, se pa odločimo, da teh delovnih zvezkov potem sploh ne uporabljamo. Delovnih zvezkov ne uporabljajo niti v prvih 2 razredih. Učence smo zmotili med prepoznavanjem glasu I. Tu moramo narisati stvari od prve črke na I. Nam je res pomembno, da otroci znanje doživijo konkretno in ne samo obkrožajo neke odgovore ali pa povezujejo naloge. S tem so začeli tudi lepše pisati, se bolje znajdejo v zvezku, v prostoru. Ministrstvo zagotavlja, da bodo imele končno besedo o uporabi delovnih zvezkov še vedno šole.